pade mrak po zemlji, nesoč počitka, miru blagodejno moč. Molče se naslonim na svoje okno, oziram po krovih se bornih koč. 100 misli mi burnih hruje po glavi. Pokrivam si čelo, le to vzdihujoč. O, ko bi jaz tudi mirne duše zamogel strmeti v to mirno noč. Kot dijak hodil k stari mami, ker sem vedel, da je ona izredno navezana na knjige, brala je slovenske in nemške knjige, in da je tudi meni začela pripovedovati. Ja, meni je pa hodil tudi mladi Anton Medved, pesnik. No, in ki mi je toliko povedala o teh, o življenju pesnika v Kamniku, bom vam zdala malo osvežil, obudil spomin na tiste čase, ko je živel Anton Medved v Kamniku. Mi vsi vemo, da je Medved se rodil na Grabnu, in da je Alojz oče Medveda bil sodar. Pa vemo tudi, da je Alojze poročil iz Perovega eno hčerko Janežiča, ki se je imenovala Barbara. V zakonu z Alojzetom Medvedom in Barbaro je bilo veliko otrok, 11 otrok, kot pišejo časopisi oziroma knjige, in med njimi je bil Anton, podoben popolnoma materi. In če se spomnite, Ivan Cankar je takrat poznal Antona Medveda in je rekel, to je najlepši fant na Slovenskem. Tako lep je bil Anton Medved. In leta 1926, jaz sem bil v četrtem razredu osnovne šole, smo vsi učenci osnovne šole šli obvezno na odkritje prve spominske plošče Antona Medveda leta 1926. No, ko je bilo pa 100-letnica rojstva, takrat smo bili še v realsocializmu, je pa predsednik turističnega društva dr. Frantar rekel, jaz vem, da je zdala 100-letnica rojstva kamniškega znanega pesnika, mi bomo organizirali zbrali denar, da postavimo spomenik. In ta spomenik je še danes na Grabnu nasproti rojstne hiše. Kamniški kipar je pa naredil glavo Antona Medveda. Tukaj je projekcija, da je pod balkonom, in zato tudi veselike si jaz naredil malo poševne projekcije in se tukaj lepo vidi delo Leona Homarja, kiparja iz Kamnika. To je pa spomenik na grobni Antona Medveda na Žalah. Takrat, ko je bil, on je 41 let star bil, ko je umrl, je bil v Kamniku velikanski pogreb. Tako so pravili, da je bil pol manjši od pogreba Simona Gregorčiča na Primorskem. In vidite, tale grob je delal pa kipar Svetislav Peruci, to je akademski kipar, in on je tukaj napravil iz Carrara marmorja relief, ampak gledajte, tukaj spodaj je pa kipar rekel, mi moramo en citat iz njegove pesmi
uklesati v sam nagrobek. In tukaj je napisano to, te črke se pa še dobro vidijo, citat, ki je vzela iz pesnitve Antona Medvede, ko citiram: "A mene, mati, spremlja tvoj poslednji rek, da smrt je boljša kot življenje prazno in pesem lepša kot nje daljni jek." To je, stari Kamničani, visoko spoštujemo še Antona Medveda. Še slovesneje je bilo v Kamniku. Mesto je prevzela splošno spoštljiva žalost. Iz vseh hiš so visele žalne zastave, zaprte so bile vse trgovine. Vlak iz Ljubljane je pripeljal vrsto pomembnih kulturnih pogrebstev, tako dr. Lampeta, urednika Ljubljanskega zvona, pisatelja dr. Debevca, pesnika dr. Opeko, pesnika Merharja, zgodovinarja dr. Grudna, Levičnika in druge. Deputacije posameznih kulturnih in znanstvenih institucij, kot so Leonova družba, Društvo za krščansko umetnost, Katoliška tiskovna družba, Slovenska krščanska zveza, Slovenska matica, Lucijo Oder in tako dalje. Krsto so najprej pripeljali pred okrašeno Medvedovo rojstno hišo na Grabnost, od tam pa se je razvil veličasten sprevod države. Ob pogrebu je bila vsa kamniška inteligenca, šolska mladina, gasilci, mestna godba, veliko ordovo iz kamniškega okrožja, frančiškani, 15 duhovnikov, pokopil pa ga je kamniški dekan Lovrenčič. Od njega so se poslovila tudi številna društva z mesta in okolice. Predstavnike pa so poslali tudi iz Ljubljane, društva iz Ljubljane. V žalnem sprevodu so bili vsi meščani, to je citat, prosim, od najvišjih dostojanstvenikov do revne žene. Predtem mu je kamniško ženstvo poslalo vlog s cvetjem. V slovo mu je zapelo pevsko društvo Lira. Medved počiva, kot je zapisal dnevnik Slovenec, poleg svoje matere in očeta na kraju, kjer je nekdaj na žalost zapel svojo glorijo. Tako Slovenec 1910. Medved je v žalski cerkvi pel svojo novo mašo, da bi bil čim bliže grobu svoje ljubljene matere. Stolpa pa je pokop fotografiral živinozdravnik, estet in muzealec Nikolaj Sadnikar, ki se je zavedal, da je to za slovensko kulturo pomembno. Tako je ostal redek, a trajen spomin na pesnika Medveda, ne le v besedi, temveč po zaslugi takratne razvijajoče se tehnike kot dragocen in trajen dokument, zakaj ne moramo biti gospodu Zadnikovem dovolj spoljeni. Ne vem, če je bila v Kamniku tako zabeležila še katera druga pomembna prireditev. Kako se imenuje naš vrt? Kdo mislijo, da je bil Anton Medved? In če vedo, kdo je pesnik? Otroci si sprva niso bili čisto na jasnem. Ali je ime vrtca povezano z imeni skupin, v katerih so bili prej? Ali z maskoto naše skupine Ježkom Antonom? Kasneje so prišli do ugotovitve, da gre za osebo s tem imenom, jaz pa sem jim razložila, da gre za pesnika. Otroci so bili s tem pojmom že seznanjeni, saj smo ga omenjali že v povezavi s slovenskim kulturnim praznikom.